Pozdravljeni na večeru, na katerem se bomo pogovarjali o knjigi Miloslava Gudoviča De profundis, večeru, ki ga je uvedel Boris Šinigoj, ki bo z glasbo spremljal in nekako bi rekel muzično razširil ta večer, ki bo tako ali tako posvečen zadevam mus, da tako rečem. Pogovarjali se bomo avtor knjige Miloslav Gudovič, dr. Andrej Božič, tretji sogovornik je bil predviden, profesor dr. Janko Lozar, je pa zaradi bolezni žal moral svoje sodelovanje odpovedati. Če sogovornika čisto na kratko predstavim, najbrž bolj zaradi forme, kot zaradi česa drugega, se bolj ali manj vsi tukaj najbrž poznamo. Torej, avtor dr. Miloslav Gudovič je filozof, je premišljevalec literature, pravi, da ne smem reči, da je literarni kritik, da je zagotovo interpret literature. Med drugim je pred kratkim išla tvoja spremna beseda kratkim zgodbam Aleksandra Gatarice, kar zagotovo je zelo tehtna in zanimiva literarna študija. Je pa tudi pesnik. Po mojem mišljenju zelo zanimiv in dober pesnik, ampak ta večer moje mišljenje ni tako pomembno, bolj v ozadju. Je pa to, da je pesnik po mojem zelo pomembno za knjigo, ki je pred nami, in za mišljenje o poeziji, kakršnega Miloslav Gudovič razvija. Dr. Andrej Božič, še to seveda, ampak na to bo več navezal avtor sam. Seveda, Miloslav Gudovič je pred relativno kratkim doktoriral na ljubljanski univerzi, na filozofski fakulteti, ampak to je, kot rečeno, tema, na katero se ta knjiga neposredno navezuje. Dr. Andrej Božič je pa raziskovalec na Inštitutu Nove revije in je tudi eden najbolj poglobljenih in zavzetih, jaz rekel, nekako globinsko empatičnih raziskovalcev in premišljevalcev poezije. Njegova diploma je bila povezana z poezijo Gregorja Strniše, Pesem sveta se je imenovalo, je naslov tega dela. Medtem ko je pa doktorski študij posvetil eni temi, ki je tudi blizu, čeprav ni eksplicitno imenovana v knjigi, o kateri se bomo danes pogovarjali, pa vendarle tudi sodi v to območje, to pa je poezija Pavla Celana. Njegova doktorska disertacija je izšla v knjigi z naslovom Pisava življenja. Zelo zanimiva knjiga, na nek način podobna, pa hkrati zelo kontrastna s knjigo De profundis. Vseeno bom še to rekel, čeprav se bom potem postavil v ozadje, ampak ravno na pogovoru o knjigi Pisava življenja bi sam moral sodelovati, pa je takrat na žalost bolezen to preprečila. Zakaj to govorim? Ne zaradi sebe, ampak zato, ker so takšne knjige, ki so tako eksplicitno posvečene poeziji in to, bi rekel, takšnim globinskim razsežnostim poezije izredno redke in zato po mojem tem bolj dragocene. Torej, če začnemo ta pogovor z vprašanjem o nastanku te knjige. Kakšna je bila njena geneza, iz česa je pravzaprav se ta knjiga razvila, kakšno je bilo njeno ozadje. Namignil sem že, da je vse to povezano s tvojim študijem.
knjiga je nastala kot rezultat doktorskega študija na Ljubljanski univerzi na oddelku za primerjalno književnost. Pred tem seveda med študijem filozofije sem imel priložnost brati izbrane Heideggerove eseje, knjige, ki so bile dostopne v prevodih in v izvirniku, in me je nekako vleklo, da se prihodnje poglobim v njegove hermenevtične hodnike, neke globočine in mogoče celo zadrege in celo to problematiko. Hkrati pa me je mikala prav poezija kot fenomen, ne le predmet neke raziskave, ampak kot pesniški fenomen kot tak. Zato, ker sem se že od otroštva posvečal poeziji in pisal tudi, tako da seveda v nekem trenutku si človek zaželi, da bi to svoje zanimanje za poezijo nekako tudi in recepcijo poezije malo poglobil. In to je kratko ozadje te knjige. Seveda nastajala je dlje časa, ker je Heidegger seveda zahteven avtor, ima ogromen opus in tega premislek, ki ni tako lahek, da se ne da kar naenkrat z njim človek posloviti. On te nekako vleče v te svoje probleme, tudi v svojo, bi rekel, v svoje pesniško mišljenje, to svoje, včasih je to tudi manieristično, pa se moraš izogibati temu kot interpret. In tako, no. V bistvu je to je neka spodbuda, da se ukvarjam s poezijo in z avtorjem, ki je v sodobni filozofiji najgloblje segal v poezijo. V smislu, da jo je izpostavil kot najbolj važno zadevo svoje pozne misli. Poudaril je njen pomen za filozofijo. Hvala. Dostikrat je tako, da je razložiti kakšen filozofski pojem pomeni že pol poti, če ne še več do razlage tiste poezije same ali pa vsaj njenega bistvenega dela. Seveda nimamo veliko časa, knjiga tvojega mišljenja, v premislek o poeziji pa ni tanka, pa vendar. Že naslov sam je seveda po svoje zelo poetičen, pa zelo znamenit. Še bolj enigmatičen pa je najbolj vsaj za širše občinstvo, mogoče tole, mi, ki smo se tukaj izbrali, nismo tako zelo značilno, tipično občinstvo, ta splošno občinstvo, ampak vendar. V podnaslovu stoji Heidegger in pesniška Herodicea. Ta beseda Herodicea pa je, bi rekel, relativno redka in zato zveni enigmatično. Mislim, da jo ti na en zelo, potem še z nekim zanimivim obratom pravzaprav opredeliš, pa bi prosil, če lahko nekaj o tem. To, da je beseda redka, kaže tudi umetna inteligenca, ki preveril sem ne pozna te besede. In mi prav predlaga,
predlaga, da a ste mogoče mislili Teodiceja. Ravno gre za Hierodiceja, neka variacija na to temo, ne? Pri čemer je te besede v Heideggerovem besedišču ni. Meni je ona tako med interpretacijo nekako med branjem prišla na pamet in sem šel potem preverjati, ali je sploh rabljena, kje lahko najdem to besedo. In sem našel dvakrat v zgodovini mišljenja, mogoče se motim, sem to nekako podrobno iskal in sem našel samo eno rabo v filozofskem kontekstu ali pa tudi literarnem. To je ameriški raziskovalec David Cave, ki je pisal o Mircea Eliadeju in njegovi teoriji religiji in je to besedo uporabil kot oznako za neko filozofijo žrtvenega obreda. Tako da se to pomeni v bistvu upravičevanje svetega. Heideggerjeva filozofija je v bistvu, filozofija poezije je upravičevanje svetega, tako da sem bil vesel, da je v tem kontekstu ta beseda prisotna v teoriji sodobni. Drugo mesto, na katerem sem to besedo našel, oziroma kjer se pojavlja, to je beseda, to je nek časopis ameriški iz 19. stoletja in avtor je bil kritičen do ultramontanističnega gibanja in Hierodiceja je zanj v bistvu oznaka, beseda, ki meri na upravičevanje starega režima, tega pred sekularnega, sakralnega režima oziroma oblasti. Tako da se v bistvu nanaša na papeža. Seveda ta raba besede pri interpretaciji Eliadeja je bliža Heideggerjevi intenciji. In jaz sem potem ubral svojo pot v interpretaciji in zame je Hierodiceja ime za teorijo, ki izpostavlja poezijo kot samo upravičevanje svetega. Sveto ni nek objekt, ki ga mi lahko nekako ščitimo od napadov mogoče radikalno sekularnih pogledov, ampak je sveto ta fenomen, ki poeziji v bistvu da besedo. In to je potem seveda sem ugotovil, da pri zgodnjem Heideggeru obstaja nek poseben namig na Hierodicejo oziroma na hierološko referenco, še preden je podčrtal svojo znano ontološko referenco, v kateri je zasloven.
ontološka diferenca kot razlika med čistim svetim in posvečenimi svetovi. Oziroma predmeti, torej to je analogno, po mojem analogno razliki biti in bivajoče. Upam, da sem bil jasen. Ja, to je bila prava arheologija vednosti, izkopavanjem porabe te besede. Andrej, kako si ti doživel v branju to knjigo, k čemu te je navdihnila, izvajala, navdušila, vznejevoljila? Najprej se res iskreno zahvalim za prijazno povabilo, da smem sodelovati pri predstavitvi te krasne in tehtne knjige, ne samo po obsegu, ampak predvsem po tem, kar se globokega pa globinskega razpira skozi. In tukaj mislim, da to, kar je bilo, mogoče bi kar nadaljeval pri tej potezi, ki jo je Miroslav ravno na to hierološko diferenco. Se pravi, to razlikovanje med svetimi kot recimo pomanjkanjem. Seveda, še ena hermeneutična predopomba, to, kar jaz lahko povem v tem trenutku zdaj, o tej knjigi je lahko zelo malo, samo z moje strani, predvsem z vabim, da berete knjigo samo, ker pač res kopira ena dimenzije, no, če se vrnem k tej hierološki diferenci, kaj še? Torej, med svetim in, kot si rekel, svetovi svetega, torej, recimo, načini ali različnimi načini njegovega prikazovanja znotraj sveta, recimo, pa tudi, če se to kaže kot, kot je, recimo, pri Hölderlinu, kot tak nespoznaten, da je Bog očiten kot nespoznaten, zdaj poenostavljam. In tisto, kar se mi zdi, da je ena taka temeljna linija, ki gre skozi, na podlagi ravno tega razlikovanja, mislim, da to, kar se na podlagi tega razlikovanja, da v bistvu ta knjiga na en pretanjen način prehaja te različne aspekte, te diference, ki so v bistvu na nek način odgovarjajo v tem smislu, da odmevajo to v bistvu tisto, kar Heidegger poimenuje kot ontološka diferenca. In se mi zdi, da v bistvu tisto, kar odlikuje pista te knjige, je ravno to, da skuša v tem razločevanju slediti tej liniji, ki poskuša razpreti to, kar je naznačeno z naslovom. To, kar, ne samo, da bi govoril o globini, ampak dejansko poskuša naznačiti tisto, kar se nam daje, kar se nam predaje, kot tisto, kar iz globine. Mislim, da je bistvena, to že kmalu na začetku knjige, to razlikovanje, da je profundis lahko bodi si razumem kot o globini ali pa iz globine. Ravno ta dimenzija je bolj bistvena. No in v tem smislu se mi zdi, da se na sledih Heideggera znajdeš na nekem bolj, na neki redkeje ubrani poti znotraj tega, kar se ponavadi dogaja kot interpretacija Heideggera. V tem smislu, skratka, ne gre toliko za to, da bi zdaj tukaj si zgradili neko Heideggerovo misel in jo interpretirali, ampak dejansko
je to nasledništvo v tem, da vzeti zares zadevo njegovega mišljenja in pač ob tem soočenju, pri čemer potem tem soočenju, ki skuša na nek način vzdržati odprtost tega razgovora med tistim, kar je bilo bistveno za poznega Heideggera, med pesnjenjem in mislenjem, in izslediti v samo v jedro tistega, kjer na podlagi česar je ta razgovor sploh možen. Mislim, da to je ena taka odlika te knjige, ki je nespregledljiva, ki je pač vsakemu bralcu, ko se enkrat spoprime s knjigo, tako je očitna. Se mi pa to, ko sem omenil te razlikovanja, imaš od hermeneutične diference do, mislim, to so vsi aspekti ene in iste, ampak ena, ki je meni kot, recimo, kot literarne komparativistu, je spet aspekt ene te, tista, ki mi je tako spodbudila in mi dala misliti, je tvoje razlikovanje med literarno, oziroma med primerjalno književnostjo in tisti, kar imenuješ fundamentalna komparativistika. In na tem v bistvu se da, ki na nek način primerjalna književnost kot ta, recimo, razkrivanje ali pa razbiranje vplivov, medsebojnega vplivanja in tako, in pač in ta fundamentalna komparativistika, ki na nek način vzpostavlja neko komparacijo, ki na koncu v bistvu izpostavi tisto, kot je recimo Hölderlin znotraj Heideggerovega miselnega obzorja, kot tisto komparativna veličina, ki je v bistvu neprimerljiva s čimrkoli. Ja. Hkrati nek superlativ, ki je... Tako, ja. In v tem smislu bi rekel tudi za to knjigo, ne, da, če sem prej govoril o tem, kar se ponovadi bere, kot, ne, na nek način ni samo pač to, da si odlično poznavalec Heideggera, mislim, to je jasno vsakому, ki se spoprijel s to knjigo. Ampak ravno to, ne, slediti tej bistveni razsežnosti, temu, kar se daje mišljenju kot tista zadeva, ki jo ima misliti, ki jo poskuša misliti, tudi če se z njo, kako bi rekel, s katero se bori nenehno Heidegger pač v različnih. In to mislim, da bi bila tak, vsaj zame pač čisto osebno, pa hkrati tudi pač kot literarnega. Se mi zdi, da tudi potem, ko slediš, ko naznačiš recimo nekatere morebitne, bom rekel, vplive Novalisa na Heideggera, seveda ob tem velikem kompleksu razgovora Heideggera s Hölderlinom, ampak so tu še neki ozadnji motivi, ki prihajajo in te so recimo stvari, ki so tudi ta znamenita sintagma, da je Hölderlin pesnik pesnika in da v bistvu ti na nek način jo zaslediš pri Novalisu in na nek način Heidegger potem prevzame pri opisovanju te izrednosti Hölderlinovega statusa, če tako rečem. V tem smislu, pač skratka, to sem hotel povedati, da pač enostavno to razlikovanje vedno zasleduje tisto možnost razpreti tisto globinsko dimenzijo, namreč naravnost razsežnost globinskega kot tisto bistveno razsežnost, ki nam je dan, ki nam naj bi bila dana misliti. Ne samo misliti, ampak upesnjevati, živeti. Zaenkrat. Kakšna neposredna replika? Niti ne, dobro, samo bi se zahvalil na tem poglobljenem branju in na podčrtanju teh ključnih
meni je bilo hermeneutično najbolj zanimivo to, da je v bistvu v ozadju Heideggerove poetologije bolj Novalis kot Hölderlin. Mislim na to filozofsko razsežnost. V tem smislu edini mislec, pri katerem sem naletel na omembo Novalisa v kontekstu Heideggerove poetologije, je bil Paul de Man in v njegovem postdoktorskem eseju o simbolizmu on je rekel, da v bistvu Heidegger v svoji pozni misli nadaljuje, razvija Novalisa. Tu je rekel, da v bistvu on iz konteksta lahko zaključimo, da misli na njegovo poezijo, to seveda ni resno, oziroma če bi de Man napisal neko knjigo ali študijo, bi to razjasnil, mogoče bi poudaril neke skrite točke, mogoče himne načine, te nočne meditacije v svetovni noči, ki jo živimo in tako naprej. Mislim, da je tu bolj, da gre za prav ta filozofski vpliv, ki je bolj skrit in sem ga skušal razkriti. Zelo malo je tudi razprav na to temo. Mislim, da je leta 21 šla neka knjiga v angleščini, hkrati pa je posvečena bolj filozofiji narave kot poetologiji. Mislim, da je tu hermeneutično najbolj pomemben, najbolj značilen avtor v ozadju cele zgodbe Novalis. To pomeni, da je Heidegger v bistvu skriti ali pa na pol skriti, kdo bi rekel, celo ni skriti revitalizator romantike. Je meni tudi blizu. Hvala. Zdaj pa besedo še glas.
filozof, pesniško občutljiv človek in pozoren bralec. In vem, da si pozorno prebral tudi knjigo De Profundis. Kakšne misli se po tebi utrnjujejo ob tem? Ja, zdi se mi, da je to ena nevredna obogatitev slovenske filozofske literature. Zelo nenavadno je to, zelo osupljivo, da prihaja pravzaprav izpod peresa Miloslava, ki prihaja iz Beograda in nas pravzaprav vedno znova preseneča s svojim poznavanjem slovenščine, ki se pravzaprav nikoli ne učil, ampak je kar nekako savljiv, ne vem, morda z branjem ali pogovori s prijatelji. Tako da, če pozorno beremo ta tekst, se pravzaprav naučimo kar nekaj slovenskega jezika, ki ga zdaj nismo poznali. In zdi se mi, da je ena najboljših iznajdb, ki jih je prispeval Miloslav v slovenščini, izraz celje. Namreč, tle se mi zdi, da se noter skriva izpeljan iz besede celjenje, celiti, zacelitev, celitev. Noter se mi zdi, da se skriva ena taka zelo fina, pretanjena, v bistvu po svojem izvoru bi se reči krščanska misel. Gre pravzaprav za to, kar nekje, recimo Hegel obupuje, ko premišljuje Fichtejev in Schellingev sistem idealizma. Prav zdaj so vse te stvari so se razločile nepreklicno, razcepljene so, ne vem, duh, materija, svoboda, nujnost in tako naprej, te pare našteva, ampak če bi to prinesel v bolj religiozen kontekst, pa pravzaprav mi vsi nekako, kot pravi apostol Pavel, trpimo te vzdihe, pa porodne bolečine, stvarstva, celo stvarstvo, ki trpi zaradi nas. In vsi si pravzaprav nekako potihem želimo nekako nezavedno krepenjenje, da bi se to zacelilo nazaj. No in zdaj se mi zdi prav neverjetno, da je Miloslav uspel skozi Heideggera to svojo filozofijo razviti in speljati, tako da na koncu niti ne beremo o Heideggeru, ampak beremo Miloslavovo filozofijo, ki se mi zdi, da je izjemno dragocena, namreč tem, ki nas spodbuja k temu, da bi se ponovno vrnili nekako te celoviti, zaceljeni resničnosti, ki jo lahko seveda samo še slutimo, glede na to, da smo v tej noči svetovni, kot je predimeno Novarisa, ampak vendarle že ta slutna nadaja neko upanje. In danes sem ravno omenil eni svoji učenki na nižji glasbeni šoli, preden sem že sem, da se bom pogovarjal o tej knjigi in da so mi dve takih zanimivosti omenil in da kratko razložil. Ena je bila že izrečena danes, Herodiceja, druga pa je ta celjenje. Je tako navdušen, da kar vzklika na hudo. Toliko bi jaz pripravil. Hvala. Ja, najlepša hvala. Ne, da bi se kaj dogovorili prej, kot pri dobri improvizaciji zdaj, si pravzaprav odprl tisto temo, ki sem jo hotel testi sam in ki je seveda zelo ključna, ampak gotovo preobsežna za, ne samo za takle večer, ampak kakorkoli. Mislim pa, da je vendarle tako bistveno, da je treba o njej reči vse par besed. To pa je seveda vprašanje jezika, kot je Bora že opisal in kot je tudi recimo omenjeno zelo tehno, spremni besedi. To pravzaprav ni nekakšna zgolj analitična filozofska študija, je seveda tudi to, ampak ves čas nekako se zdi, da je tudi misel avtorja ni samo tista, ki bi nabirala in razbirala neko že obstoječo misel, ampak sproti, kot če uporabim tvoj lastni izraz, nastajajo celice mišljenja, kar se mi zdi tako res izvrsten izraz za to, kaj je recimo živa misel. Torej, zdaj pa me zanima ta strašni fenomen pesniškega
razmerja med jezikom poezije in filozofije. Vem, da sem zdaj vprašal prekleto vprašanje, ampak ta vprašanja so zato, da skušamo na nekomu najbolj odgovarjati. Ali zdaj, kaj je pesniško mišljenje in kaj je poezija, ali obstaja razlika, ali je smiselna, ali je razlika relativna ali dinamična. To je pravzaprav vprašanje, ki bi ga obema rad zastavil. Težko vprašanje, ne? Heidegger je najprej velik kritik in revitalizator, oziroma je naredil v svoji filozofiji veliko prenovo grškega filozofskega izročila in kot vemo, v tem izročilu od Platona naprej velja ostra razlika med filozofskim mišljenjem in pesniško govorico. Heidegger pa je ves čas skušal to razliko nekako premagati, obenem pa ohraniti zgodovinske in tudi faktične razlike med obema. Tudi njegov način pisanja je bil bolj pesniški včasih. Tam, kjer je preveč kritičen, je v bistvu ustreza kritičnosti sodobne filozofije nasplošno in poezije tudi in bi rekel človeške situacije. Tako da to, da ne more popolnoma izraziti to, kar hoče reči, je v bistvu usoda sodobnosti. Potem je seveda vprašanje, kaj je usoda pri njem in zakaj je usojenost tako močna beseda in zakaj nas potegne v čas do te mere in tako naprej. Poezija je bolj izviren jezik, seveda, filozofija pa se vrača k izvorom jezika in zato je tudi blizu poezije. On je v bistvu obnovil to romantično bližino med filozofijo in poezijo. Schlegel, recimo, idejo o tem, da sta filozofija in poezija sestri. Tako da seveda morate biti blizu, no? Če gre za sestrice. Ja, ne problem, ne. Prav ta razlika, seveda, potem je pomen in pojem razlike dobil svojo filozofsko valorizacijo tudi v postmodernistični misli, spet na podlagi poezije in njenega pomena za mišljenje. Ker to, mislim, lahko povzamem tako, ne, lahko gremo v neko drugo smer, ampak razlika je, bližina pa mora biti. Malce delski odgovor, ampak super. Zagotovo pač to vprašanje razmerja med pesnjenjem in mišljenjem, ki pač ima svojo bogato, kompleksno zgodovino, ki se mu Mila Sasa poskušala približati ravno skozi Heidegger. Tisto, kar je meni bilo ker se mi je zdelo zelo plodno, se mi zdi, ko tematiziraš to podobo ali prispodobo dveh harf.
Se pravi, da v bistvu na nek način in potem nekje praviš nekako, da govorita isto, ampak ne enako. Ja, to. In tu je, in se pravi, da v bistvu na nek način sta vzgibani iz tega, sta vzgibani ali pa zapojeta, pač vsaka na svoj način, od nekakšnega, od istega vetra. Pišeš o nekaj pesmih, ki imajo vse od Goetheja do, ki imajo vse to, tematizirajo Eolovo harfo. Obe sta na nek način vzgibani od tega, kar ti, in tudi tukaj bi se pridružil k temu, kar je prejle Boris omenil, glede te jezikovne inovativnosti. Se mi zdi, da v svojem delu predlagaš tudi nekaj alternativnih načinov prevajanja Heideggera samega. Zlasti ta bistveni, recimo, uporaba besede obstoj za dražba in se na to tudi argumentirano, mislim, izpelješ. No, in če se vrnem k temu, na nek način, ampak sej, ko tudi Heidegger se razgublja, večkrat in se potem najdeva in se potem spet razgublja. Tako kot se v bistvu mi vsi, ko verjamo Heideggera. Vmes pa... Bolj, da se zgubimo, kot da strmoglave. Bolj to je vsekakor. Na nek način na neki točki najdemo neko nič, ki nas pripelje na pot mišljenja, upajmo. Torej, se upravičujem. Ja, zagotovo je to vprašanje razmerja med pesnjenjem in mišljenjem, ki ga pač ti res podrobno obravnavaš skozi Heideggera in tudi to, kako je recimo vsaj posredno tematizirano pri Hölderlinu in tako. In mislim, ja, zagotovo vprašanje, ki morda tako, če sta poezija in filozofija tisti sestri, ki govorita iz istega, ne da bi govorili enako, je v bistvu tisto vzgibajoče tega, kar ju žene v neko možnost razgovora med njima, ravno to vprašanje samo. Ravno tega istega, kar ti razgrinjaš kot resnico bitja, oziroma to, kar je naznačeno v naslovu s tem Hierodice. Ja, hvala lepa. Rečeno je bilo, da ne smemo biti kaj daljši od 1 ure, ampak vmes so mi do občinstva prišli nekateri ugledni, zanimivi poslušalci, zato bom vendarle še kakšno vprašanje dodal. Bolj neprijetno od neprijetne. Vprašanje zgodovinskosti tu biti, se pravi tega, kar označuje misel, da je personalizirana biti vedno zgodovinsko določena, in vprašanje branja, baseganja onkraj zgodovine, kakor jo historicistično pojmujemo. Zakaj brati Sofokla, zakaj brati Novalisa, Hölderlina, če pa smo zgodovinsko določeni in smo v drugi epohi. Mislim, to je zdaj vprašanje za najbrž nepretežak odgovor, no tako sem ga zasukal, lahko bi ga to drugače. Mislim, da je tu ključ oziroma odgovor na to tvoje vprašanje je v tej koncepciji
fundamentalne komparativistike, ki sem jo nekako postavil v spredje enega iz prvih poglavij. Ta fundamentalna komparativistika v bistvu ima v mislih eno celo zgodovino Zahoda kot eno samo področje nekega velikega, močnega dialoga med misleci in pesniki in v bistvu kljub temu, da obstajajo razlike med srednjim vekom, renesanso, modernostjo, visoko modernostjo, postmoderno in prej antiko in tako naprej, da v bistvu je to vse en kontinuum z mnogimi diskontinuitetami. In da je najbolj bistven ta diskontinuiteta na začetku cele zadeve, ko je bit oziroma bitje, kako pozni Heidegger rajš reče, da je pozabljen, ko je pozaba biti postala konstanta zgodovine. No? In spomin je zato bistvena stvar v celih hermeneutiki in filozofiji tega drugega začetka mišljenja, ki ga Heidegger poudari in na nek način posebej. Ta drugi začetek mišljenja je v bistvu nenehni dialog s prvim začetkom in hkrati z začetnim navdihom vsake posamezne epohe v zgodovini Zahoda. In seveda Gadamer je potem v svojih razlagah to nekako nasledi Heideggera veliko poglobil, kaj pomeni ta dialog med obdobji in med različnimi bi rekel recimo zlitje obzori pa te tehnične oznake tega dogajanja hermeneutičnega mišljenja. To je recimo razlito pri njem, prisotno seveda pri Heideggeru. Seveda Heidegger je mislec zgodovine na osebni ravni, čeprav je alergičen na besedo oseba, osebnost, kar je škoda. Njegovi nasledniki so... Ti nimaš te alergije, ne? Mislim, da niti Heidegger ne bi moral imeti. No. Sam problem je, moramo imeti vedno v mislih razliko med pojmom in besedo. Ne. Včasih so pojmi postajali tako votle besede, da je mogoče najbrž nujno vzeti si malo prediha, ne, da se človek ustavi in si pelje neko novo staro besedo, ji da nov pomen in potem se distancira od recimo pojmovanja osebnosti, ki je bila skozi zgodovino prisotna. To seveda ni nujno, sam je recimo pri Heideggeru bilo nujno, da bi sploh razvijal svoje lastno misel. Tako da je ta obstoj v bistvu lahko beremo tudi kot neko osebnost, ki je ali pa duša celo, ki je radikalno peta včasih, ki je zaprta v imanenco, zato ker je takšna tudi epohalna usoda. Da je to radikalno sekularizirana duša, ki je pozabila svojo izvornost. Ampak še možnost kritike tega, ne, pa vendarle predpostavlja, da ni popolnoma historicistično določena, ker sicer ne bi mogel od kje kritizirati. Historicizma, kot je to. Mislim,
hočem reči, da tudi če se govori o epohalnem stanju, to epohalno stanje ni absolutno, če je vsaj nekdo, ki ga vidi. To pride do izraza v diktaturi ubranosti oziroma razpoloženja. Mislim, diktatura je mogoče težka beseda, sam pri njem se nekako zdi, da recimo v današnjem času ne smeš biti, če si recimo hermeneutično pošten, ne smeš biti navdušen s transcendenco ali pa v stiku z njo. To pa ne drži, mislim, ne bi smelo držati. Ampak brez tega dogmatizma pa Heideggera ni. To je njegova osebna izkušnja. To je filozofija njegove osebne hermeneutike. Hvala, Andrej. Ja, jaz bi kar tu nadaljeval, se mi zdi, da Miroslav poskuša ravno iz te, recimo tem, popolne časovne imantizacije Heideggera nekako pokazati tudi to, da je tudi, mislim, na neki opomni pomeniš, da to je neko vprašanje, ki zahtevalo neko večjo drugo razpravo, ampak na neki način poskušaš vendarle pokazati to, da ne vem, koliko prej sem govoril o teh opretanjenosti razlikovanj, ki jih zasleduješ. Če smem na koncu, čisto na koncu, spoiler alert, kako se temu reče, čisto na koncu naznačiš eno drugo razlikovanje med tistim tragičnim pojmovanjem človeka in tistim, kar, mislim, da sem tudi ti na nek način zdaj v tem pogovoru to poskušal ravno kar pač naznačiti tistim, kar je mistično pojmovanje človeka. In morda to, se mi zdi, da pač ne poskušaš skozi celo knjigo naznačevati to, a ne, da na koncu to ostane v bistvu kot eno vprašanje, ki obeta preko nadaljnjega branja. Seveda. To je v bistvu Heidegger veliko črpal iz misli. In je seveda vse te besede in pomene imanentiziral prav zaradi svojega, kot pravim, osebne izkušnje, življenja, doživljaja sveta in tako naprej. Hvala. Zdaj bi prosil, če lahko nekako povzame in povzdigne te misli glasba. Potem pa, če so bila kakšna vprašanja, seveda lahko potem še nadaljujemo ta pogovor, ali tukaj, ali pa v kakšni drugi obliki. To drugo je bolj. Samo par besed o glasbi, ki je izvajan. V bistvu zelo paradoksno, ob Heideggeru izvajam repetiko, grški blues iz underground scene v Konstantinoplu, Smirni in potem, ko so Grki znani v Pireju. Ampak se mi zdi, da se ujema z tematiko knjige. Namreč, čeprav pojejo ti rebetes, ti obstranci, outsideri, o niču, o obupu in tako naprej, vendarle z nekim upanjem kliče drugemu, igrajmo do vstajenja.
Hvala lepa vsem.